dan, dober večer. Zelo lepo, da ste prišli na letošnjo, oziroma na zadnjo razstavo te sezone razstavljanja v Galeriji Domžale. Ta razstava je nekaj posebenega. Kot vidite, ne bo pogovora, ampak bo pogovor. Tako naj naredim uvodno špico, intro. In čisto za začetek bo direktor Kulturnega doma Franca Pernika, Jure Matičič, povedal par besed, potem pa nadaljujemo. Jure, najlepša hvala. Veseli me, da smo, oziroma insistiral sem, da smo zadnjo razstavo letošnje sezone namenili naši stalni oziroma umetniški zbirki. Jaz sem jo za nalašč pomenil stalna iz enega zelo tehtnega razloga. To je namreč največja stalnica sten naših pisarn. To zbirko nabiramo že 2 desetletji in pol, se pravi že res veliko časa, ogromno del se je že nabralo in vsa ta dela krasijo do zadnjega kotička napolnjene stene naših res majhnih pisarn v Kulturnem domu. To je od spodaj v kleti na Ljubljanske 61. In večino teh del pravzaprav mi vsak dan gledamo in jih imamo že tako malo za samoumevne. V kakšna od teh del se tako nehote malo zaljubiš, pa ti postanejo zelo fajn, tudi če ti mogoče stilno niso všeč. In meni se je potem utrnila ideja, da vedno smo stalno zbirko zaupali Juriju in vedno je naredil en tak izbor. Tokrat sem pa rekel, da bi bilo pa fino, če bi pa izbor naredili tisti, ki največ časa preživijo s to zbirko. To so zaposleni v Kulturnem domu Franca Pernika in pa seveda tisti, ki z nami največ sodelujejo. In jaz sem zelo vesel, da so vsi izbrali svoje najljubše delo, obenem napisali neko utemeljitev ali pa vtis tega dela, zakaj so ga zbrali, zakaj je na njih naredil močen vtis. In potem smo zraven naredili še, kot vidite tukaj, fotografijo, kjer so za črticami narisane lokacije teh del v pisarni. Tisti, ki ste kadarkoli pri nas kupovali karte, ste ta 3 dela, tam je še graf, sigurno videli. Ali pa ste jih mogoče niste videli, ker so se vam zdela zelo samoumevno, ker so ves čas tam. Tako da se vsem sodelavcem zelo lepo zahvaljujem. Juretu se zahvaljujem za postavitev, ki je spet malo drugačna, kot je bila in na originalnih razstavah in na naših stenah v pisarni. Predvsem pa si tukaj še enkrat želim, in ravno to je bila poanta, da stalno zbirko vsake toliko res postavimo v galerijo, da bi ta zbirka nekoč nekdaj res našla svoje stalno mesto. Teh del je res veliko, odlična dela so, super bi bilo, da bi bilo še več, ampak preprosto nimamo kam dati, ker je v pisarni zmanjkalo prostora. Zato naj danes zasijajo tukaj. Jure pa vas bo popeljal po vsakem delu posebej. Pozorno si preberite tekste, čudoviti so, in pa pozorno si pogledajte, kdo je zbral to delo, pa ga mogoče, ali pa jo mogoče lahko pocukate za rokav, pa mogoče tem še kaj vprašate. Tako da najlepša hvala, pa prijetno nobet razstavljati. Jaz sem bil seveda presenečen, ko so ta dela prišla sem, oziroma zgodil se je tako, moram čist od začetka povedati. Najprej sem tam samo čez steklo pogledal in ni bilo nič noter. To je pa zdaj spet Kulturni dom Franca Pernika, mi smo zmenjeni, da jo prinesem, pa nisem. No, ampak sem rekel, no bom mogoče pa malo pomedil, če sem že tukaj, odprem vrata in bil vse lepo tukaj noter zložen na varnem, da ne bo kdo videl in tako naprej. No in sem imel v resnici čisto drugače na začetku postavljeno, ko sem vse odprl, postavil, neki še niso prinesali in tako. In slike, kot vidite, oziroma dela, kot vidite, so izjemno raznolika. To je kot noč in dan, švedščina, kitajščina, veste, take razlike so med temi deli. Po drugi strani pa, veste, ta vizualni jezik, ali pa likovne prvine, ki noter nastopajo, so pa za vse enake.
vsi uporabljamo iste prijeme, podobne kompozicije, z različnimi vzroki ali pa z različnimi vodili, ki nas vodijo v umetnino ali pa skozi umetnino do tega, kar vidimo pred sabo. No, ko sem ravno pokazal, tu je eno zelo zanimivo delo Lučke Koščak, slovenske kiparke, umetnice, ki je dolgo časa živela v Švici in se je potem vrnila pred kakšnimi 20 leti, za stalno še nekoliko kasneje, je pa poznana prav po teh figurah, ki mižijo, kakšne tudi gledajo. Če boste kdaj šli v Grosuplje, ki je bilo nekoč mesto kipov, boste videli take slične figure, podobe na velikem krožišču v zahodnem delu Grosuplja. Ko so te podobe bistveno večje od naravne, boste videli, kakšna je razlika, kako to deluje v tisti dimenziji, ki si jo je avtor zamislil. Pa tudi to. Poglejte zlasti te detajle, ki so tukaj odtisnjeni spredaj na te figure in govorijo eno svojo zgodbo povezanosti z naravo ali pa odvisnosti od narave. Eno tako naracijo, ki je mogoče za nekoga na prvo žogo preveč enostavna. Po drugi strani je pa zelo tankočutna in poetična. In se potem odbijamo recimo od teh dveh kipov v tole abstrakcijo Stojana Graufa, ki je na nek način ena taka zenovska izpoved. Zdaj, ko smo ravno v času sakure, če veste, kaj je sakura, to je cvetenje češenj v občinskem parku, vsak dan praznovanje. S psom, z Maksi prideva vsako jutro tja in uživava v sakuri. No in ena podobna izkušnja je tudi ta. Stojan je en zelo zanimiv kaliber in moram reči, da je ta njegov abstraktni jezik, eno sliko ima še na tem stebru, njegov abstraktni jezik je nekoliko povezan s temi mogoče japonskimi umetniki, pa ne tistimi, ki delajo recimo lesoreze ali pa kakšne slike na svilo ali pa lončevino, ki je seveda tudi visoka japonska umetnost. Ampak na ta način, kateri odtenki, v kateri tehniki, na kakšno podlago, recimo tukaj konkretno na papir, bojo zadovoljili njegovo umetniško hotenje. Kaj je hotel narediti? Ali pa kaj je tisto, kar ima zapovedati od zadnje umetnine, ki jo je naredil? Tako da tole, recimo, zlasti pri tej sliki, nastopa prazen prostor, prazen okvir, naseljen čist na robu z neko akcijo, z neko gesto, to je tako gestualno slikarstvo, ki v kratki izjavi, v kratkem stavku, niti ne v hajkuju, pove o občutenju tistega momenta, ko je to delo. Zelo izpovedno. In če boste, saj moja tehnika je to, da pridem do slike in jo motrim, stojite pred njo in poskuste dojeti ali pa si zamisliti, zakaj je ta rumena ali oker, recimo, s to vsijo vijolično in to črno gesto zadaj. In potem vsi grafizmi, vključno z monogramom, številkami in tako naprej, ki jih vidite tukaj gor. Zakaj je to tako? Kaj to pomeni? Kam nas vodi? Kaj nam sporoča? Seveda je zelo zanimiv tudi komentar. Prosim, preberite te komentarje zraven, ki so zelo unikatni, ja veste, od ljudi, ki so vsak dan s temi deli, vsak dan greste mimo, ura deklica Kalaševa, recimo, dola. Je zelo zanimiva. In zraven je zelo iskren, zelo dober komentar. Si preberite, mogoče vas bo nasmejal, ne? Zelo je originalen, ampak slika je seveda taka tipično kalašovska.
Profesor Bogoslav je bil moj profesor za prostor in perspektivo in anatomijo. No. In tam imamo oboje, ne. Anatomsko študijo in študijo prostora. Ne. Kakšni to bolj sede, drugi mogoče. Ampak, veste, v resnici gre pa za ta postopek, ki ga je on mogoče malo posnel, po drugi strani pa naredil kot invencijo slikarsko, ker je kar naenkrat začel slikati s strojem. To je en star ploter niti ne, ampak čim so se pojavili kompjuterji, je on lahko to začel delati. Skratka, s prvim, mislim, da je bil Commodore, računalnik, je uspel razdeliti barve, odtenke in načrt take slike je seveda moral najprej narediti, izpisati številke katerih odtenkov, kako se mešajo barve, kaj bo brizgnil tisti moment na tistem mestu na papirju in tako naprej. Ne. Da je pa šel do podobe. Ne. In te podobe so tak zanimiv raster imajo. V vertikalah so te črte in te črte se prelivajo v barvi, v smislu barve in svetlobe. Tako da, tak zanimiv odnos do slike. Drugače se pa on veliko ukvarjal z perspektivo in z renesansom. Je sodeloval pri prevodu v slovenščino, v zbirki Studia Humanitatis, velikim delu o perspektivi. Če boste kdaj imeli čas, si preberite, boste videli temeljne ugotovitve za našo civilizacijo, ki jih je tale, mogoče Stojan Graf, malo pozabil, no malo potisnil stran, ne? Ampak, veste, vse to, kar tukaj vidimo, ne? Korenini v renesansi, pa seveda v vseh prejšnjih mojstrih, generacijah in tako naprej. Čist na vhodu, ko pridete noter, boste zagledali zelo prefinjene risbe Vesne Bukovec, ki je danes z nami. Te so seveda, niso samo risbe, ne, so tudi besedilo. Ali pa so mogoče najprej besedilo, pa potem risba. Ne. Ali pa so kar oboje, ker skačemo iz besedila v risbo, ker oboje nam govori o mogoče zelo istem hkrati. In je ena modrost noter v teh risbah, slikah, besedilih, nad katero se lahko zamislimo. Vsak dan, vsakič, ko to preberemo, kar je v resnici mogoče Vesnin namen, ali je kaj drugače. Ne vem, če je modrost, mogoče je bolj malo nek humoren pristop, ampak ja, namen pa je, da se mogoče malo zamisliš. Ja, Zato, ker sem vzela te besedila v bistvu iz prostopa v ljudnih, ampak sem pač uporabila, se pravi, to risbo kot komentar teh prostopa, oziroma koga dejansko te zgodbice nagovarjajo, da mogoče malo bolj razmislimo o tem, pač, da ni vse zavereti, ker piše po drugi strani, pa da se lahko tudi nad svojim dejanjem malo zamislimo. Ja. Jaz vedno, ko vidim tvoje delo, ki je recimo risba besedilo, ne, se spomnim na ameriško umetnico Janie Holzer, ki je seveda daleč od tvojih del stran, ne, ampak ona se ravno tako ukvarja, v glavnem pa se bolj z besedili. Ne. In sicer, če boste kdaj imeli čas, pa če boste slučajno naleteli, ali pa če pogooglate, ne, ali kako se zdaj reče, četate, pa vprašate malo Janie Holzer, pa bo ChatGPT ven vrgel, truizmi, ne, in še razni drugi izmi, v smislu besedil, ki jih je naselila v elektronske naprave, na klopce v parku, ne vem kje, povsod, po velik muzej so njeni truizmi razstavljeni, ki govorijo pa o resnicah našega vsakdana, tega, kar mi razmišljamo, ali pa česar sploh nikoli ne razmišljamo. Ne pomislim, kljub temu, da je očitno. No, mogoče tale Mojkič, ne, ta me je presenetil.
Imel sem eno zanimivo seanso z enim drugim Mujkičem, z Mehotom Mujkičem, ki ni umetnik, ki je zidar in tako naprej, ampak ne bom zdaj tega razpredel, ker je sicer zelo smešen, hkrati pa živa boja. Zelo zanimiva tema, malo vezana na prostor, iz katerega izhaja, na Bosno. Ne vem, koliko v Bosni veste, razen tega, da od tam prihaja zelo veliko revnih ljudi v Slovenijo na delo. In to že cel čas, že od, rečemo, 1870 ali pa še prej, ko je takrat Avstrijsko cesarstvo anektiralo, oziroma najprej zasedlo Bosno, potem je bila aneksija, tako naprej, pa kriza za prvo svetovno vojno, uboj Franca Ferdinanda in tako naprej. Pa ne bomo zdaj o zgodovini. Bosna je izjemen prostor. Prostor, kjer se v vrtincu mešajo kulture v resnici sredi Evrope. No in tudi to se pozna, recimo zlasti v tej grafiki, oprava enega otomanskega sufija, ki jih še vedno lahko srečate oziroma derviša v Sarajevu in v muslimanskih mestih Bosne, v Visokem, recimo v Mostarju in tako naprej. To je ena taka zelo zanimiva religijska izkušnja, cepljena na Balkan oziroma na vrata Evrope. Malo mogoče sliči na Mesada Berberja, ki ravno tako uporablja kolaž. Dobro, tole ni kolaž, to je grafika, več barva, ampak način, kako se stavlja, kako gradi kompozicijo in kako naredi sliko iz tega, je mogoče malo podobno. No, jaz sem si izbral Emerika Bernarda. Julija, smem sam, s tem delom si nam odprl oči, ker namreč že vrsto let visi v Ivanini pisarni, narobe obrnjeno. Ja. Tako da mi smo jo obesili kot hišo, ne? Ja. In kako smo falili. To je zelo zanimiva zgodba. Vedno, ko sem prišel v pisarno kulturnega doma, je bilo tole narobe obrnjeno. Ampak nikoli nisi nič rekel, no? Zdaj pa ne vem, a mogoče nimajo prostora, pa bojo kakšno omalo zraven. V resnici bil pa seveda forma, pravilno izobešenje te slike. Namreč. Rudi jo je tako videl. Kako? Rudi jo je tako videl. Rudi je kriv. Profesor Emerik Bernard je ena taka izjemna figura v slovenski likovni umetnosti. On je bil profesor mojih sošolcev slikarjev in je bil v resnici edini profesor, ki je s dušo in srcem in svojim bistvom učil študente na akademiji. Je imel študent, recimo, kakšen problem, se je ustavil, ni šlo nikamor več, ni zmogel, ni vedel, kaj bi, ne. Zato smo profesori tam, ne. No, on je šel vedno v knjižnico, naštudiral na mesto njega, ne, in potem z neko rešitvijo ali pa z neko utemeljitvijo prišel, razložil, povedal, usmeril, ne. Dostikrat neuspešno, veste, ker to ni tako, ne. Če si narobe zložil, boš pa pol popravil, pa prav zložil. Ne gre tako. Včasih je treba nehati, dati v kot ali pa uničati, pa na nov začeti. Ta slika izhaja iz enega ogromnega cikla o Istri. On je z ženo hodil celo življenje na vikend, ki ga je najel v sredini Istre in sta tam pač samo bivala. In iz tega je potegnil neverjeten opus slik mojstrovin, ki so narejene na ta način, da je izšel iz formata, iz
pravokotnega formata, ki ga vidite tukaj. Ne. To je pač platno napeto na podokvir, ne. Ampak on je iz tega hotel potegati več. Če si zamislite, je tole en del plota pred njegovo hišo, njegovim goriščem, in potem polje in tam še nekaj razmetanih grmov in tako naprej. V resnici pa to taka popolnoma renesančna, perspektivična slika, ki je razdeljena na več polj, maja nekaj oddalega in tako naprej, se bliža, tole že zleže v nas, odvisno od stojišča oziroma gledišča, odkot gledamo, nam zasede celoten zorni kot in nam govori o pokrajini. Kljub temu, da je prejšnja kustosinja Galerija Domžale, Mojca Grmek, v nekem besedilu napisala, da je to čista abstrakcija. V resnici ni. Ne vem, če zares obstaja čista abstrakcija, ker vsakdo, ki ustvarja s podobami ali pa z liki, more te od nekod potegniti. Potegne jih svojega vizualnega spomina, ne, in potem kreativno, ponovno razvrsti, preoblikuje v svojem intelektu. In to mojster tega je bil Emerik Bernard. Blazno študiozen človek, ne. O vsem je nekaj vedel, vedno. Ne. Ni bilo vprašanja, na katerega ne bi imel odgovor. Zato se mi zdela ta slika tako dragocena, ker je to ena redkih njegovih mojstrovin. On ni naslikal ogromnih količin slik, ne, ampak je zelo veliko študiral zraven. To ni bilo proizvajanje slik, ampak proizvodna intelekta, spoznanje. Skozi ta spoznanja je on rastel. Zelo zanimiv je tudi Tinin izbor. Janeza Zalaznika. To je tale slika s črno piko. Tudi zelo zanimiv komentar, prosim, preberite si komentarje. Ja, veste, ko se začnemo ukvarjati s prostorom, ali pa s čutenjem, ali pa s čutili, ki drugje čutijo, kot čutijo oči. Recimo, kot je tale slika na steni Vere Trstenjakove. Ona je imela eno fazo, tako kot Janez Zalaznik, mogoče zdaj o njih dveh govoril, so to slike iz pleksusa, torej iz tega dela človeškega telesa. Ponavadi nam to služi bolj za hojo v temi ali pa za čutenje prostora zlasti. Veste, v noč pridejo živali k meni postane in me zrinejo, ne? In moram iti na kavč. In kadar je res temno, to je ponovadi po zimi, ne? Se človek mengrade izpotakne, rastne copate in tako naprej, luči ne bom prižigal, ker pol bo pa nam šel več spat nazaj in tako naprej. In takrat jaz hodim, ali pa vsi mi, ali kdorkoli, ne, hodimo s pleksusom, gledamo. Skozi pleksus tipamo prostor, veste, ker slabo vidimo, ne. Kakšne živali pa odlično vidim, veliko boljš kot tudi sove, recimo, sokoli. Hočem reči, ne, da to čutenje skozi trebuh, ne, skozi pleksus, ne, je eno od čutil, ki so neracionalna, ki si jih težko razložimo, pa vendar so zelo uporabna in jih veliko uporabljamo, veliko delamo z njimi. In tako je mogoče tudi na teh dveh slikah, zlasti na Verini, ki upodablja te sfere, za katere ne vemo točno, kam grejo. Nimajo ene perspektivičnega gibanja. Ne vemo niti, ali so konkavne, ali so konveksne, ne, kako so izdobljene, kako je oblikovan prostor, hkrati pa upada noter barva, kot tukaj in tam, ne. Sliki sta popolnoma abstraktni, ne. Recimo, veliko bolj kot tale, kot je Mojca rekla, da je abstraktna.
in nekaj govorita v resnici z barvo. Vse ostalo, način, kako so barve razporejene, je pa sporočilo, je pa vsebina v resnici, ki nam govori o nečem. O čem nam govori? Ja, o tem, da je recimo rumena barva tam, barva sonca, svetlobe, toplote, prijaznosti, poletja, pomladi, cvetenja in tako. In potem okrog noč in tam en črn objekt kot nekaj, kar vrti ali pa okrog česar se druge barve vrtijo in so iz ravnotežja, zaradi tega, ker ni na sredini slike, ker je malo izmaknjena zven. Skratka, tukaj pridemo do kompozicije, ki je desno vrteča, Barberi je centralna, je v resnici križ oziroma krog na sredi slike in tako naprej. Kadar smo, Vera je naslikala veliko takih slik v različnih mešanicah barv. Ta je zelo modra, pa imate vijolični, pink. Rumeno-zelenih je bistveno manj, ne več je pa teh. Zakaj že to? Samo zato, da se osredinite na eno barvno temperaturo, ki vam prija. Barva neba je tista, ki nam daje globino, prostost, dihanje. Medtem ko vijolična je ena druga intelektualna barva. Vijolična ni toliko naravna, v naravi je ni velik, razen spomladi. Jetrnik, vijolice in še takšne druge koprive. Skratka, če se iz te abstrakcije pomaknemo, mogoče na tole figuro, mogoče smrdu, bomo prišli do čistega drugega medija ali pa drugega načina ustvarjanja umetnine. Vesna je tudi kipar. Jaz sem tudi kipar načeloma. Pa vendar mi trije delamo zelo različne stvari. Kiparstvo ni enoznačno, enonačinsko in tako naprej. In Mojca Smrdu tukaj uporablja tehniko grajenja nekega oboda, v tem primeru torza, na način valjanja gline, take kačice, črvičke naredi iz dosti sveže gline in jih postavi enega na drugega. Malo zatisne, zato da se sprimajo in dobi neko gibanje, figuro, obliko, nek omejen prostor, ki je, če je to primerno osvetljeno, zelo zanimiv. Ali pa vedno zanimiv, ko da gremo mimo. Ali pa, če mi hodimo okrog, ali pa, če je to, ki je postavljeno, da se vrti, ali kakorkoli. Tako da pestrost te teksture, tega oblikovanega prostora, je tudi tista, ki izpoveduje en določen način, eno haptičnost, eno dotikanje nečesa, mogoče celo ena izkušnja, ne bom zdaj rekel ravno iz svetih knjig, dotikanja, recimo, ki je bila ravno velika noč, Kristusove rane, tako naprej. Ampak hkrati tudi to, veste, kako se dotakniti človeka, ki ga bom najprej zagrabil, ali ga bom zagrabil, ali bom samo takole malo, da bom začutil, če je mogoče kaj elektrike ali Hoče bi najprej povedal še kaj o delu Alenke Gerlovič. Alenka Gerlovič je ta legenda. To je, oziroma, kako se že temu reče, močna ženska. Alenka plus Metka Rašovec sta laufale po svetu in iz celega sveta uvažale ne samo zase, ampak tudi za nas podobe. Čeprav so Alenki nastajale v glavnem domače podobe. Ali pa, ne vem, malo moramo si zamisliti v to podobe nekje okrog padne, ali pa nekje v slovenski Istri, ali pa kjerikoli Istri, se ne vem, nekaj več.
Kaj zdaj to je? A je to podoba nekega hriba? Ne. Ni. Hkrati je. To je podoba ene emocije, ki jo je doživela takrat, ko je bila moče v neki slični pokrajini in je bilo najverjetneje Nino. Kako se je počutila? Pa rekla, ne, to moram narediti. To moram zapisati na nek način in je to naredila v akvarelu. Brez kakšne omejitve ali pa brez tega, da bi naselila celoten format. In ta praznina okrog je taka, kot je praznina okrog kipa. Okrog mojčinega, lučkinega kipa, ker kip ni samo tisto, kar vidimo materijala, ker je gmota, kamna, gline, železa, ne vem česa. Ampak je kip tudi tista praznina tik ob njem. Če ni celo bolj praznina od polnine. In Alenka je to prinesla v Slovenijo, recimo, na tak način, se je že prej bilo, z Ivano Kobilco in Ažbetovo šolo v Miniku. Tam se je, rekel, od tam se je to preselilo na slovenska tla, ali pa v slovensko umetnost. Preden pridemo do tele, bi omenil še Miha Eriča, ki je, on osebno, vedno prisoten na svojih lesorezih. Kje je tukaj Miha? Ja, to je Miha. Izvir, eksplozija. On je neverjeten model. On je del benda prismojni profesori bluza, sicer igra orglice, virtuozno, moram reči. Jih enih 135-krat, ki jih je že pozabil nekje, pa zgubil, pa ne kaj, cel pok tistih orglic, ne. To pa sam zaradi tega, ker ga non-stop, veste, razganja. Ne more biti primer, ne, in pa še takrat, ko je mogoče malo ustavljen, ne, mu pa tukaj noter šibajo stvari. In to je ena od teh prizorov njegovega konca sveta, ali pa začetka sveta. Zelo zanimivo. Naučil se je od svojega fotra, od Milana Eriča, kako obvladati, pa kako uvažati razne detajle, ki bojo povedali, izpel in zaigrali tisto vsebino, ki jo hoče povedati. Ponovadi so to vulkani, eksplozije, in kaj. Naročiš tej na sliki našo kmetijo, ne? Ja, se bo zadev popolnoma, proporcijo, vse dela, ne? Ampak zraven bo narisal še tiste stvari, ne? Ki si jih o nas misli, recimo, ne? In tako. Zelo dobro. Rudi Skočer, en tak zanimiv slikar, ki je na slovensko uvedel manga oči. Veste, kaj je manga? Okay, tisti, ki ne veste, to so japonske risbe, slike, ponavadi punčk ali pa tudi fantov, ljudi, ki imajo prevelike oči. In tiste oči nas začarajo. In tudi Japonce so začarali. V resnici so cel svet začarali. Manga oči. No in Rudi Skočer pač vedno ponavlja to. Sicer je ta zgodba o treh gracijah, oziroma o treh dogodkih v življenju, na nek način tudi stanica njegovega slikarstva. Zelo zanimivo je pa tale odsek tukaj dole, ki govori, da so to ti, ki so tukaj naslikane, rojenice. Vile rojenice, tiste, ki določajo usodo novorojenca, tega, ki pride na svet, ki ga pozdravijo ali pa pospremijo v življenje rast. Zdaj bi pa mogoče še opisal, pa še na unem stebru dohodil. Yes. Ja. To je naš Domžalčan, oziroma Mihajlovičan, Črtomir Frelih. On je izjemen grafik, izjemen slikar.
lahko misli, da se samo z grafiko ukvarja. Ne. V resnici več slika kot dela grafika je pač postopek, skozi katerega prideš do reprodukcije večjih kosov istega motiva. Ni pa nujno. Najbolj znan je po njegovih lisicah. In to je tista lisica iz njegovega otroštva, ki je rada jedla kruh z marmelado. Marječ Grodska, če se spomnite, Piksel. Ja, no. Marjece so bile gor natisnjene, ne. In ogabno, sladko je bilo tisto. Čeprav je imel malo po marjecah, mogoče kdaj okus, ne. Drugače bi pa bolj korenje pa čebula. No, ampak te lisice so legendarne. In ta je, če slučajno srečate kakšno lisičko takole, je to seveda črtova, posvetite se ji, noter so dovtipi, dnevni, urni štosi, ki se jih domisle po teku dneva in noči seveda. Če se srečata dve lisice, ena reče, a si ti bolj za Amerikance ali Ruse? Ne, jaz sem za pokluko. To so naši. No, pa zdaj pa mogoče čisto nazadnje, ne, šparov še Jureta Kalana. Zdaj bi tudi lahko rekel, da je Domžalčan. Ampak Domžalčan čez Savo, veste. In tisti, ki so čist bliz Save, so resnični Domžalčan. On živi v Tomačevem in stalno sprehaja svoje živali ob Savi in pod mostom oziroma nad vozom čez Savo v Tomačevem. Te živali so pa, kot vidite, 2 cucka in vietnamski prašiček, pa vmes še kakšen sosedov mačak in grejo skupaj vsako jutro na sprehod v 11. šolo pod mostom. Vidite prizor z Ljubnikom, Šmarno goro, tole Gobajno ob Savi, tako naprej. Hči seveda vleče cucke, zato da bojo tam prišli, ker si ljudi domov na računalnik pa na telefon, ne, jasno. Oni bi pa šli še malo otrok. On je en tak homeboy, ki te domače prizore prevede v svetovne. V tisto, kar mi vsak dan doživljamo, pa nam nekako uhaja med prsti okrog, ven, stran. V resnici so pa to taki topli človeški prizori, kot jih je zmožen naslikati samo on. Kaj pa zdaj? Razstava je odprta, dajte si prosim prebrati te komentarje. Če bi kdo rad kaj vprašal, prosim, vprašajte. Kako je pa kulturni dom te slike pri domu in odkdaj že? Ja. Jure, prosim. Vse so bodisi kupljene, bodisi podarjene od leta 2000 naprej, če se ne motim. To bo Milan bolj povedal, verjetno. Jaz se prav spomnim, ne? Mislim, da je 2000, ne? Tako. Jaz bi pa tudi vprašal nekaj direktorja. Kdaj bomo kupili še kakšno pridobitev? Oziroma, a imaš še 2 decimetra, 4 decimetra, ja, 4 decimetre, se pravi, prostih sten, tudi strop lahko, ne. 4 leta že nismo nič kupili. Res je. Lepo prosim, dajmo zrihtati denar, dajmo kupiti. Strašno dobre stvari. Ko ste glih tukaj, vsi ste, ali pa skoraj vsi ste videli predzadnjo razstavo Preverjena iz Črpin. Ta je bila kapitale. Take razstave, tisto razstavo sem prodal v Anglijo, v mesto St. Ives v Cornwallu, ki je center angleških keramikov. Slučajno so videli na družbenih omrežjih, ker kulturni dom vestno nalaga gor vse te naše razstave, dogodke in tako naprej. Po nesreči so opazali, ne, in angažirali Kristino Rutar za razstavo v St. Ivesu z njenimi črpinjami.
Tako da, lejte, mi smo international ustanova. Ja, ne se smejati, ker je to zares. Gostili smo srpske umetnike, avstrijske umetnike, skupinske razstave, solo razstave naših najboljših profesorjev, unih, tretjih. Tako da nismo kar tako. Ja, drugače pa Jure sodelavci mi bojo ga to gledali, ampak za kakšen kip bi se najdel prostor, ker je na sredini pisarn še malo. Ja, da se v te lažje potika. Bomo uredili. Da bi se ta galerija povečala? Zelo radi, ne. To bi bilo. Imate tovaren cel kup? Cukrarno so kaste? Cukrarne nimamo v Domžalah. Imamo univerzale. Zoki ne bo dal, imamo univerzale, v katerega bi bilo treba veliko vložiti, zato da bi imeli, ampak ideja sploh ni slaba. Velikrat smo že predlagali, ampak prosim, dajte napisati na občinsko upravo. Resno, lepo prosim. Potrebujemo prostor za stalno razstavo, za depo. Pa se, to je že Dragan vedel. Ne. A ne? On pa definitivno ni dojel. A se lahko malo vključim? Prosim. Dajmo se zavedati, da je tale prostor namenjen likovni umetnosti že od leta 1978. Takrat se je ta prostor imenoval Likovno razstavišče Domžale. LRD. Prve razstave je organizirala tedanja kulturna skupnost Domžale, potem so bili pa organizatorji še, takrat sem bil še tudi jaz, kulturna skupnost, pa sem. Potem nadalje še Zveza kulturnih organizacij, pa knjižnica. No in leta 2000 je ta prostor prevzel Kulturni dom Franca Bernika, ker je občina Domžale, takrat županja verjetno, ugotovila, da kulturni dom, ki je bil star takrat 2 leti, lahko opravlja tudi poslanstvo likovne umetnosti. No in tako smo začeli z razstavami pod imenom Galerija. In z začetkom delovanja v kulturnem domu so se pričeli tudi odkupi likovnih del. Torej, prvi odkupi segajo v leto 2000 in od takrat naprej se je včasih malo več, drugič malo manj, kupovalo slike ali pa so bile podarjene. Res pa je tudi, da smo v enem obdobju tako rekoč od vsakega slikarja vzeli eno sliko, tudi zaradi tega, ker slikarji za razstavljanje niso prijeli nobenega honorarja. Tu je zgodba, kot rečeno, prihodnje leto bo 40 let tega razstavišča. In 40 let zadošča temu domžalskemu kulturnemu prostoru. Se pravi, v tistih letih takrat smo ali so ugotovili, kako tak prostor mesto Domžale potrebuje. Jaz upam, da se bo kmalu zgodila tudi ta priložnost. In zavedajmo se tudi, da so vsa ta dela in še tista ostala, ki so ostala v prostorih, že del nekega kuratorstva, ki ga je opravil bodisi kurator ali pa slikar, kipar sam, ko je pripeljal slike, kipe v to galerijo. Mi smo v prvem obdobju delali tudi na način, da smo bili ena redkih tako malih galerij, ki je izbirala razstavljajoče umetnike na osnovi razpisa. Razpisa preko Društva slovenskih likovnih umetnikov. In zato ne preseneča, da so se tu nabrala tudi dela Prešernovih nagrajencev, nagrajencev Prešernovega sklada ali pa Jakopičevih nagrajencev kot najvišjega priznanja na področju likovne umetnosti, ki ga podeljuje stanovska organizacija. Torej, bogastvo, ki ga imamo tukaj,
sledijo jim seveda 3 pikice. Ne? Sam toliko. Lahko jaz se ne No, daj, prosim. Sem zelo vesela, ko se je Milan oglasil. Mene je zelo zanimalo danes iti na tole razstavo, ker me je zelo zanimalo, katere slike so na moje bivše sodelavce naredile največji vtis. Ker so jih pravzaprav oni izbrali, gledali so jih leta in leta in tako, ki prej rekel Jure, zdaj res ni več niti centimetra prostora, nekih je že celo na nevarnih krajih, ne, kjer je možna celo kakšna odtujitev, ampak moram reči, da izbor je zelo zanimiv, še bolj se pa zdaj veselim, da preberem te vtise, ne, oziroma kako so oni videli. Tako da mi je všeč, da je ta razstava tudi malo, rekla na ta način, posebljena s kulturnim domom oziroma z zaposlenimi, ki so mnogokrat v tisti nesrečni kleti, rekla na precej neugleden način, obsijani zgolj za temi umetniškimi deli. Vse drug je pa radon, pa slab luft, tam imajo v glavnem to. In mogoče jih prav te slike zdravijo, da ni kdo več že zbolel v teh letih, ko so tako, rekla, 10 in večkratno obsevani v kleti in mislim, da je prav, da danes tudi to povemo in da pravzaprav se rešitve še vedno ne vidi, Ne, je, rešitev je, samo še na dele čakamo. Še manj kot idejni projekt, no. Za radon, ja, ampak za prostore nove pa žal še. Mačkam boljši je, ampak bili so pa obsijani s temi lepimi slikami. Zdaj ta zbirka ima že več kot, mislim, smo okrog 80 del je, in to je neizmerno bogatstvo, ki so ga ustvarjale generacije, lahko rečemo, kot je prej Milan rekel, različni izbori, darila, včasih je imel kakšen direktor malo vpliva, drugič kurator, tretjič je umetnik sam, ki je predlagal, zelo različne stvari so bile. In se jaz tudi tako, kot ti apeliram, ker nekaj časa tudi že prosim, da se nadaljuje s tem, ne glede na to, da pravzaprav nikam več slik obest. In jaz upam, da bodo kdaj te Domžale spoznale, kakšno bogatstvo imajo, ker zaenkrat mislim, da je ta krog ljudi, ki se zaveda tega, po moje, res neprecenljivega bogatstva, še zelo majhen, in da bomo znala to pokazati v tistih prostorih, kjer bo možno, mogoče bo to nov kulturni dom, ne vem, neke idejne razmisleke zdaj delamo oziroma se delajo, tako da, ampak tudi vmes je marsikaj še mogoče, tako da je ta razstava taka lepa priložnost, rekla, nekaj tazga osebnega pristopa, predvsem strani zaposlenih in videli bo pa tudi zunanji ljudje, ki so zdaj prišli obiskovalci gledati. In mi smo mislili, da veliko naredili v vseh teh letih, ne vem, Pavle, mislim, da prva razstava je bila pa po moje v tem prostoru tvoja. Bernarda Zajec. Tako je. Mislim, da prav prva je bila Bernarda Zajec in Pavle jo je še naredil. Pa je bilo vse sorte, tako kot je Milan prej obudil, kdo vse ni bil, od organizatorjev, ampak galerija stoji, tudi če ni najbolj, ampak še vedno, moram pa reči, vedno, kadarkoli se tukaj pogovarjamo z umetniki, vsi pa tukaj začutijo eno zelo lepo energijo in zelo radi razstavljajo, kar je pa, se mi zdi, veliko vreden, ne glede na to, da je majhna, skromna. To je bistvo tega prostora, zato to obstaja. Še nekaj moramo povedati, nekaj zelo bistvenega za to današnjo razstavo. Če povzamem pri nas slavnega avtorja, Finca, pisatelja, kako se že piše? Arto Pasilina. V enem pasusu v knjigi Dedu za petami ga žena sprašuje, kako to, da je krašal, ne? Pa ga ni bilo 2 leta ali 5 let ali ne vem koliko časa nazaj, domov. Pa je rekel na to vprašanje, malo sem se šel prezračiti. In ta situacija s temi likovnimi deli je zelo podobna. Malo so se šle
prezračiti. Namreč člani ansambla v kulturnem domu, ki so si izbrali likovna dela, so to tudi prinesli sem. Ne? In Jure, mislim, da je to posnel na filmček, ki ga vidite na televiziji, tam v izložbi. Dajte si ga ogledati. Kako je bilo to? Tako so hodili kot Beatlesi tam čez Abbey Road, ne? In potem je vsak to odložil, ne? No, pa je bila pa naprej procesija, to je bilo pa malo. Tako da, evo, je tak zanimiv projekt, zračen, ne? Dajmo s tem nadaljevati, ne? S tem, da bomo odkopali dela, ne? To bi bilo. Drugače pa pisarna vsak delovni dan odprta, če bi želeli vedeti celo zbirko, se sprehodite po čisto vseh naših pisarnah, tako da stalna zbirka je odprta vsak dan, samo obiskati nas je treba. Vabljeni. Zdaj pa vabljeni na kozarček, ne? Pa na par besed še spregovorimo in potem rajanje v pomladu.